Takole je danes svoj uspeh proslavilo prvih 11 diplomantov Mariborske medicinske fakultete, ki je bila ustanovljena leta 2003. Čutim se v redu, super, ampak predvsem zato se je lepo, da so se to tako organizirali slovesno, ampak predvsem zato, ker so bili tudi moji starši, to je konec študija, na nek način je to tudi nov začetek mojega poklica. To je začetek ene nove poti. Študij je bil dolg, tako da dejansko predvsem moram reči, da čutim eno takšno razbremenitev, hkrati pa se zavedam dela in odgovornosti, ki prihajajo v nadaljnjih letih. Svečane podelitve diplom se je udeležil tudi predsednik države Danilo Türk, ki je v svojem nagovoru omenil, da ustanovitev medicinske fakultete ni zgolj uspeh Maribora, pač pa celotne države. Ustanovitev in uspešno delo medicinske fakultete naredi univerzo za nekaj kompletnega. Univerza, ki ima medicinsko fakulteto, ki že rojeva diplomante, je velika univerza. In Maribor tako univerzo ima. Diplomantom je čestital tudi zdravstveni minister Dorjan Marušič. Novi zdravniki so nujno potrebni, je povedal. K zapolnitvi njihove vrzeli bo tako prav gotovo prispevala tudi Mariborska univerza. Po nekaj prvih podatkih, ki jih posreduje Inštitut za varovanje zdravja, naj bi imeli danes 2,7 zdravnika na 100.000 prebivalcev. Na 1000 prebivalcev. To pomeni, da smo s tem nekje v precejšnjem zaostanku z Evropsko unijo, kjer naj bi bilo 3,2 zdravnika na 1000 prebivalcev kot povprečje. Tako je Marušič skupaj z Ministrstvom za visoko šolstvo že zagotovil povečanje vpisa na Mariborski fakulteti za 10, na ljubljanski pa za 20 mest. Rektor Mariborske fakultete je tako prepričan, da so mladi zdravniki prejeli dovolj znanja, da bodo svoje delo dobro opravili. Ravno skozi intenzivno izmenjavo na mednarodnem področju smo prepričani, da bodo naši zdravniki prinesli v to našo deželo nova znanja, nov način razmišljanja, novo kulturo, seveda spoznavanje jezikov, ki se jih bodo naučili, in pa seveda tudi nove organizacije. Sicer medicinsko fakulteto trenutno obiskuje 558 študentov, 55 jih je del študijskega procesa opravilo v tujini, nekaj manj kot 90 jih bo sedlo v predavalnice že 1. oktobra.